imam, da smo poslušali o moči in nemoči, lokalne skupnosti. Morda bi se mogli zavedati dejstva, da živimo v času neoliberalnega kapitalizma. No, Chomsky je napisal krasno delo Profit pred ljudmi. V njem razložil, kako si politične elite podrejajo ekonomske elite in ekonomske elite v bistvu diktirajo, narekujejo, kaj se bo dogajalo, medtem ko politične elite mirujejo, kimajo, se klanjajo, dovoljujejo in tole me zelo zdaj spomni na vse to, kar poslušamo. Mene zanima, ali vsak izmed vas čuti dovolj moči in se čuti dovolj sposobnega, da bo lahko soprl tudi tem ekonomskim elitam, ki diktirajo, ne samo na mikronivoju, celo na ravni države, diktirajo, kaj je treba v določeni lokalni skupnosti. Sveda prosim, če bi mi lahko odgovorili. Imate moč, se čutite dovolj sposobni v boju s temi elitami? Jaz bom rekla absolutno da znam stati pokončno in da stojim za tistim, kar govorim, za tistim, kar mislim, da je prav. Na podlagi dejstev sem, verjamem, da v preteklosti že pokazala in tudi zaradi tega sem danes marsikomu trn v petih. Jaz pravim, da ja, tudi zato sem šla v konkretno kandidaturo za županske volitve zbiranje podpisov volivk in volivcev, ne s podporo politične stranke. Zato, ker mogoče sem edina med 4 kandidati, ki sem imela priložnost poznati ozadje, lobiranja, usklajevanja, dogovarjanja med političnimi elitami na najvišjem nivoju. To je to, kar ste omenili, neoliberalni kapitalizem, kako politika podlega kapitalskim lobijem. In mi je žal, pa niti slučajno nočem zagovarjati kateregakoli od nas, oziroma sploh tistih, ki jih ni, tistega, ki ga ni, ampak tudi moj kolega na levi strani bi se moral zavedati, da tudi predstavniki njegove stranke sedijo na Ministrstvu za okolje in prostor. Nekdanji LDS-ov človek, ki še vedno, zdaj se je preoblikoval v zares. Sedi na Ministrstvu za okolje in prostor in je eden od odgovornih oseb za izdajo tega, kar se je zgodilo v Taboru. Zdaj, jaz kandidiram z podpisi volivcev, res pa je, da je v ozadju oziroma se je pridružila tem podpisom tudi stranka Zares, ki me podpira in sem bil zelo vesel, da me podprla. Zdaj, to je bilo zdaj, sem zvedel, da govorim gospoda Kopača. Gospod Kopač je bil predstavnik LDS-a. Zdaj težko komentiram v bistvu vse te variante, ki so se včas dogajale. Mene bolj zanima, kaj se dogaja danes in kam ta ladja pelje in se bi navezal v bistvu na gospodu Brle. Meni se pa nekaj drugega porodil. Namreč mi danes govorimo o Lafargeu, ki je privat podjetje. Mislim pa, da bi lahko zelo, zelo podobna zgodba nastala, tudi če ne v primeru Teta. Pa ni. Zakaj v primeru Teta ni nastala? Jaz namreč imam tukaj vse podatke, kako je pač ta zgodba šla s Tetom. Kot veste, sodeluje na tem projektu revitalizacije energetike in gospodarstva. In seveda eden od glavnih razlogov, oziroma eden od pogojev, da sem se v to stvar vključil, je, kako bo to vplivalo, poleg na delovna mesta, na ekologijo. V primeru Teta sem dobil zelo praktično in plastičen prikaz, da se da ne samo ohranjati delovna mesta, da se da nadgrajevati tehnologije, da se da izboljševati zadeve, s tem, da sledimo vsem tistim zavezam -20. Zanimivo, morda pri tem, da je te državno podjetje. Ne želim zdaj tukaj polemizirati privat kapital pa državni kapital, ampak več kot očitno je, da pri okoljskih vprašanjih
je država v primeru tam, kjer lesnica lahko bolj občutljiva, saj v tem primeru se tako kaže, in hkrati lahko zelo mačehovska, lahko je zelo nedosledna, lahko celo rečem pokvarjena, pa v primeru, ko je regulator, v primeru Lafargea, kjer so določeni, tukaj ne gre za naključje, da so vsi ti presežki v 4-kratnikih in 20-kratnikih sprejeti. Skratka, če gre v bistvu, zanimivo je, kako se lahko pokaže razlika med državnim podjetjem pa med privat podjetjem. In če bi obremenitve okolja bile tako velike, tako večje v primeru energetske revitalizacije, bodite prepričani, da se za ta projekt ne bi zavzemil. Hvala. Profesor Dobeletova je postala vsem konkretno vprašanje, ali se kot oseba čutimo zadosti močno. Jaz sem prehodila nelahko pot. Imam svoj center, ki je tako avtonomen, da lahko živi brez mene, celo več. Jaz sem ekonomsko popolnoma neodvisna in to je eno od pogojev, da si ti suveren. Če prehodiš svojo pot in si neodvisen, ne boš podlegel takšnim in drugačnim pritiskom. Razvita civilizacija ima župansko mesto za častno mesto. Se pravi, meščan, ki je se uveljavil v družbi neugleden, v bistvu pridobi častno funkcijo. In bom povedala še to, kar se mi zdi primerno, da na tej mizi povem. Bili so pritiski na našo lokalno stranko, kaj želi Forteva, da odstopi od kandidature. Nič, ker želim biti županja in narediti red, ker imam to moč in to neodvisnost in to se mi zdi najbolj pomembno. Hvala, gospod Rozina. Kar se tiče vpliva ekonomske, jaz mislim, da vsi koga poznajo, to kar nekaj ljudi v Trbovljah poznajo. V teh 4 letih, ko sem poklical podžupan, se mi materialno nič kaj ne poznal. Dejstvo je, da vpliv name lahko izvaja samo človek, ki nekaj ve, ki se na določeno stvar spozna in ki raste v istem oziroma živi in dela v istem okolju, kot delam in živim sam. In to je edino vpliv, ki je lahko name. Vse ostalo pa name ne postavlja vpliva. Mislim pa, da sem v tem času postal 3 mandat je zdaj za mano, kar se tiče politične aktivnosti v občini Trbovlje in se zavedam oziroma tudi počutim zadost močen, da se tudi oprem ekonomskim vlogom, razumljamo denar in najvišja predloda. Najlepša hvala. Zadeva je vmes malo za jadran. Morda gospod Kita, če odgovorite še na to konkretno vprašanje, da mi je šlo. Ja, absolutno se lahko uprem proti temu, ker sem se v bistvu že uprl tokom, ker sem to, ko sem razlagal, sem vzal v bistvu povedati. V revitalizaciji energetike je bil eden od glavnih, rekel, idej. In bi danes investicija že stekla, če bi v Zasavju pristali na sosežig, na sežigalnico. V svoji meniri sem povedal, da absolutno podpiram sožigalnico v Šoštanju. Glede na vrednost, ki so jo tam si zborili, lahko zgradijo 4. Tako da v nobenem primeru pa ne bo v energetiki sežigalnice. To sem hotel na tak konkretni primer pokazati, kako lobi že delujejo, kako so v vsakem trenutku na preži. Pa lahko vam povem, da je danes zasavska energetika blizu investicije brez sežigalnice. Torej se da.